Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše je najstarejši center v državi. Začetki segajo v leto 1952, ko je pedagog Gustav Šilih sodelavci ustanovil vzgojno svetovalnico. V začetkih so izvajali nekaj 100 svetovanj na leto, danes pa se številka giblje že okrog 2500 primerov letno. Trend iskanja pomoči zaradi težav ali motenj na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov na splošno raziskave svetu kažejo, da narašča. V bistvu je duševnih motenj v obdobju otroštva in adolescence približno pri največ 20%, torej 10 do 20% otrok in mladostnikov trpi za neko obliko duševne motnje. V centru imajo zaposlenih 15 ljudi, od tega 11 strokovnjakov z področja psihologije, specialne pedagogike, socialnega dela in pedagogike. Poleg Mariborčanov pa je svetovalni center dostopen tudi občanom več kot 20 okoliških občin. Namenjeni nismo zgolj občanom občine Maribor, torej Mestna občina Maribor je naša ustanoviteljica, je večinski financer, ampak moramo za naše pozitivno poslovanje koncu leta imeti sklenjene pogodbe za delo z drugimi občinami. Tako imamo v zadnjih letih sklenjene letne pogodbe o delu z več kot 20 okoliškimi občinami. Tako da mislim, da je pomen ni samo kot neki mestni svetovalni center, ampak smo tudi regijski zavod. V največji meri se ukvarjajo z učenci osnovnih šol, ki predstavljajo več kot polovico obravnavanih primerov. Sledijo starši in strokovni delavci vrtcev in šol, ki predstavljajo skoraj četrtino primerov. Predšolski otroci so v 15% in dijaki 9% obravnavanih primerov. Mislim, da največ primerov je, ko se starši obrnejo na nas zaradi učnih težav svojega otroka. Torej mi nekako v diagnostiki in terapiji potem ugotavljamo, ali gre za specifične ali splošne učne težave, ali so posledice slabih učnih navad, nemotivacije, slabega poučevanja, skratka obstaja množica različnih razlogov. In zdaj glede na to, da ugotovimo, ali gre za neke splošne znižane sposobnosti ali za neke nevrološke težave, se pač v sodelovanju s šolo in starši poskuša dati priporočila za delo s tem otrokom ali pa se mu predlaga kakšne druge oblike pomoči, do katerih je otrok upravičen v šolanju. Pri duševnih stiskah otrok in mladostnikov je pomembna celovita in usmerjena obravnava problema, v kateri sodelujejo tako otroci, šola, starši kot tudi strokovni delavci.